Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Nadaljujemo s podelitvijo priznanj enote Vič Rudnik. Prosim predstojnico Katjo Deja Gornik. Lep pozdrav še v mojem imenu. Tudi v naši enoti imamo zaposlene izjemne osebnosti in nekih boste danes spoznali. Najprej vabim na oder dr. Malič Končino Slađano. Dr. Maličeva je specialistka ginekologije in porodništva, doktorica znanosti, redno zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana. Je asistentka na Medicinski fakulteti v Ljubljani, članica Evropskega združenja za humano reprodukcijo in embriologijo, članica Mednarodnega združenja za ginekološko endokrinologijo, članica Evropskega združenja za ginekološko onkologijo in Evropske mreže mladih gineko-onkologov, katerega predstavnica za Slovenijo je bila 4 leta v času svoje specializacije. Ima tudi licenco za merjenje neuralne svetline in izračunavanje tveganja za preeklapsijo pri Fetal Medicine Foundation v Londonu. Posebno področje njenega dela, zaradi katerega se še posebej zavzema, pa je raziskovalna dejavnost. Kot raziskovalka je sodelovala v timu, čigar delo je bilo sprejeto na letošnjem svetovnem kongresu The 31st World Congress of Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, COGI, z naslovom Vagar syndrome and Pregnancy Ultrasound Prenatal Diagnosis Case Report. Delo je bilo sprejeto za ustno predstavitev na kongresu, ki bo novembra na Dunaju. COGI je velika znanstvena platforma, ki vključuje številne raziskovalce in predstavnike številnih področij za ginekologijo in porodništvo. Poleg tega je dr. Maličeva aktivno vključena v raziskovanje in sodelovanje s priznano slovensko raziskovalno skupino profesor dr. Radmile Milačič z Inštituta Jožef Štefan. V našem zdravstvenem domu pa je bila poleg svojega ambulantnega dela tudi mentorica 2 študentskih kliničnih praks, 5 specializantskih kroženj in ob tem uspešno uvaja v delo specializantko ginekologije in porodništva. V svojem imenu Zdravstvenega doma Vič in celotnega vodstva smo zelo ponosni na vaše delo in vam tem čestitamo. Sedaj pa na oder vabim našo neurofizioterapevtko Asjo Pleterski. Asja se je za delo terapevtke razvojno-nevrološke obravnave odločila, ker ima rada otroke in gibanje, ta poklic pa združuje oboje. V razvojni ambulanti Vič Rudnik je zaposlena od leta 2016. Sodelavci se odlično vključujejo v timsko delo. Je priljubljena mentorca pri študentih in pripravnikih in tako je bila letos izbrana za najmentorico na katedri za fizioterapijo na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Pri delu je strokovna, natančna in sočutna do otrok s posebnimi potrebami. V službi pri otrocih s posebnimi potrebami občuduje njihovo igrivost in iskrenost, pri svojih otrocih doma pa njuno prilagodljivost, srčnost ter to, da hitro pozabita slabe stvari in gresta naprej brez zamer. Asja obožuje plezanje. Pleza že od svojega 8. leta starosti, ko je skozi domače okno navdušeno opazovala plezalce na Rimskem zidu. Pleza 4-krat tedensko, največkrat s svojim možem, čez vikend pa pogosto s celotno družino. Poleg plezanja se športno udejstvuje tako, da 2-krat tedensko teče, pozimi deska, poleti plava. Ko pa je utrujena, bere knjige, predvsem kriminalke, družbene romane in biografije zanimivih ljudi. V službi jo najbolj razveseli nepričakovana pohvala staršev otrok, ki jih obravnava, doma pa je razveseli, ko je kakšno domače delo samoiniciativno opravljeno. Pravi, da ni ravno tip za rože in nakit in je bolj vesela kakšne praktične stvari ali kepice sladoleda. Tako tudi sama rada druge razveseli s čim podobnim. Asja, veseli smo, da ste del našega tima in vam v vašem dosežku iskreno čestitamo. Hvala. Imam strah, da se vam kaj zgodi.
Zdaj pa še na oder vabim predstavnico ambulante za neopredeljene. Konec leta 2022 sta v enoti Rudnik od 5 timov družinske medicine ostala samo še 2 tima. S skrbjo, kako bomo uspeli obravnavati vso rudniško populacijo, smo vstopili v novo leto. Obetale so se ambulante za neopredeljene, ampak konkretnih navodil še ni bilo, vse je bilo nekje v zraku. V nedeljo 15. januarja zvečer dobim klic: jutri morate odpreti ambulanto za neopredeljene na Rudniku. Takoj smo se zorganizirali in v ponedeljek 16. januarja popoldan odprli vrata prve ambulante za neopredeljene v Zdravstvenem domu Ljubljana in takoj naslednji dan še druge. Delo je steklo brez večjih zapletov. Naš največji izziv so bili mediji, ki so nas vsakodnevno obiskovali in želeli od nas posnetke in izjave. Od takrat naprej je tam vsak teden obravnavanih okoli 250 pacientov. Na tem mestu bi se rada zahvalila celotnemu rudniškemu timu, predvsem pa koordinatorjema Nini Brezac in Urošu Ažmanu, ki ga danes ni z nami, saj sta ponovno pokazala dobro organiziranost in predanost svojemu poklicu. Za zaključek pa bi rada prebrala del pisma, ki smo ga v prvem tednu, ko smo odprli ambulanto za neopredeljene, dobili od ene naše uporabnice. Pozdravljeni, sem vaša pacientka, neopredeljena. Pred 2 mesecema sem si zlomila kolk in nato dobila še infekt. V strahu, kaj in kako bo z menoj, saj sem brez zdravnika, sem bila deležna popolne obravnave strani vseh vaših zaposlenih v ambulanti za neopredeljene. Hvala predvsem za strokovnost, pripravljenost, sočutnost in empatijo, tako medicinskim sestram kot zdravnikom. Nikoli se nisem počutila izbrisano in ni me bilo strah, kaj bo z menoj. Zame ste poskrbeli, nimam besed. Hvala vsem, da ostajate, hvala od srca. Iskreno zahvala za pomagali in za vse, kar ste. Hvala lepa. Kaj še bo? Zdaj, ja, ne tiči, hudiča.